Spoštovane, spoštovani, 31. krog v prvi ligi Telemach gre pravzaprav počasi že k koncu. Čez približno četrt ure se bo namreč začela že predzadnja tekma tega kroga, ampak daleč smo še od vrhunca. Najprej torej drevi Celje, Tabor na našem prvem programu, smo sliko seveda že v Knežjem mestu. Igra se zdaj nadaljuje, lepo je tule Vuklišević našel Popoviča, ta pa na krilo do Matka. Tule je Matko, Popovič, pa odbita žoga do Koutra, Kouter v sredino. Kakšna napaka! In na koncu ni zadetka. Ne bi bil kakšen krt morda, vsaj rahlo na delu, skratka. Celjani so po darilu Pabaja prišli do res krasne priložnosti, ki pa je Bizjak ni izkoristil. Zdaj pa priložnost tudi na drugi strani, ostaja 0-0. Kouter je zdaj lepo prodrl, še vedno Kouter pred vrata, priložnost za Celjane, Matko in ni uspel sprožiti, pa padec Koutra. Mačak, Karničnik. Ponovno Mačak. Tole je priložnost za Bukovnika, zgolj nov kot za Celjane. Roman Pilipčuk, Darjan Matić, točka doma proti Taboru. Vsaka je seveda zelo pomembna v boju za Evropo, ampak najprej me zanima, ste zadovoljni danes z rezultatom, z bero? Не будем оправдываться то, что четвертая игра за 2 недели. Не bomo se upravičevali to, da nam je četrta tekma v 2 tednih. Больше всего расстраивает то, что мы именно теряем очки с командами, которыми мы не должны терять. Najbolj jezi to, da izgubljamo točke z ekipami, s katerimi ne bi smeli izgubljati točke. Если говорить по игре, то мы качественно, быстро двигали мяч с одного фланга на другой. Kar se tiče tekme, smo kvalitetno premikali žogo iz enega boka na drug, hitro. Во флангах оставались 1 в 1, 2 в 2. In na bokih kreirali situacije 1 na 1, 2 na 2. Но ничего из этих моментов не смогли выжать. In nekako nismo mogli žeti iz teh situacij nič. Zagotovo lahko zdaj gradite na tem, da na zadnjih 3 tekmah niste prejeli nobenega zadetka, zmanjka pa nekaj v napadu, kako v tem napadalnem smislu zdaj prebuditi svoje igralce. Poslednje 3 igri nam niso bivali, kak kreativ tam vperedi, kak razbudite tih napadaših tam vperedi. Разбудить, даже не знаю, как разбудить. Вопрос в другом, что там были проблемы среди недели. Чарли приболел, там Байде выпал из обоймы определенное время. Сейчас набирают форму, имеем эти полумоменты, но если глядя там даже на эти полумоменты, один-то все равно надо забивать, если мы хотим Лигу Европы. Kako jih zbuditi, ne vem, ampak smo imeli določene težave. Charlie je imel vročino sred tedna, Bajde je bil tam določen čas izven pogona, tako da te fante se nekako počasi vračajo v formo in nekako imamo neke polmomente in celo iz teh polmomentov bi nekako mogli zabiti kakšen gol. Zdaj pa naslednja tekma pri Bravu na Žaku, vemo neka specifika, kako se lotiti Brava, ker se je nekaj ekip seveda že opeklo, tudi Celje ne nazadnje v tej sezoni. Мы понимаем, что вас ждет специфическая игра на Браво и какой подход выбрать к этой игре. Для нас, я уже сказал, все команды, которые находятся внизу турнирной таблицы, даются для нас тяжело. Мы тяжело вскрываем глубокую оборону. Kot sem že povedal, da vse ekipe, ki se nahajajo na dnu prvenstvene lestvice, nekako težko igramo proti njim, da težko napadamo ta nizek blok. Понимаем, что сейчас поедем на специфическое поле, где даже Олимпия потеряла, 2 раза проиграла. In gremo na specifično igrišče, kjer je tu celo Olimpija 2-krat izgubila. Но все равно будем готовиться, потому что я считаю, что если мы хотим играть в Европе, нам нельзя уже терять очки с командами, которые находятся внизу. In nekako se bomo pripravljali in jaz mislim, da če hočemo igrati v Evropi, ne smemo več izgubljati točke z ekipami, ki se nahajajo nižje.
Dušan Kosič, 0-0, točka v Celju, kako ste zadovoljni? Nepopustljivost in borbenost za odliko. To smo si želeli, fantje so garali. Za nekaj več kot točko je bilo pa bistveno preveč napak. Tako da, hvala Bogu, nismo bili kaznovani potem pri teh prekinitvah, kjer je Celje zelo močno in smo zadovoljni s točko in gledamo naprej. Zelo malo zadetkov prejemate, zgolj 6 v zadnjih 8 krogih, to je pravzaprav odličen podatek, ampak manjkajo ti zadetki, pa težko rečemo, da si priložnosti ne priigrate. Dobro, danes jih sicer ni bilo na pretek, ampak vseeno generalno gledano v zadnjih nekaj krogih manjkajo ti zadetki, ki bi naredili razliko, ne? Ja, sej smo, nekako smo želeli biti disciplinirani, tisto, kar se zmenimo predvsem v fazi branjenja in potem v nekih prehodih bolj učinkoviti in danes je bila, tako kot sem rekel, odnos dober. Za nekaj več smo imeli Celje nam je kar dopustilo kar nekajkrat neke situacije, kjer pa smo s tem zadnjim pasom enostavno preveč bili nenatančni, tako da na koncu je bila malo divja tekma z obeh strani, ampak ja, smo zadovoljni, no, in naprej borbati, ker zdaj smo izenačeni z Gorico in seveda vsaka naslednja tekma bo za nas ključna. No in naslednja Mura v Sežani, še en tekmec, ki napada Evropo, tudi vi pa imate jasno svoj cilj. Ja, vse tekme so nam take, kot so in mogli bomo zmagovati, če bomo hoteli imeti malo miru. Danes ne morem reči, da smo si zaslužili več kot točko, ampak z odnosom sem vsekakor, tudi fantje morajo biti zadovoljni, za kvaliteto rešitev pa bomo probali v tem tednu popraviti in seveda Mura bo spet zahteven nasprotnik, oboji se borimo za nekaj in računamo tudi na podporo naših navijačev, da nam pridejo malo pomagati in probati z Muro narediti več kot danes. Mark Zabukovnik, 0-0 proti Taboru. Jasno, vsaka točka je pomembna v boju za Evropo v tem trenutku za vas. Toda ali ste v Celju s tem rezultatom v popolnosti zadovoljni? Ja, res je. Na eni strani mislim, da smo si danes priigrali nekaj priložnosti, ki bi jih mogli izkoristiti. Na drugi strani je pa tudi Tabor nekaj priložnosti, pol priložnosti, ki jih na našo srečo niso izkoristili. Mislim, da bi mogli tekmo zmagati, ampak boljš točka, kakor da bi izgubili. Mark, tole je, če štejemo še pokalno tekmo z Olimpijo, kjer ste odigrali 120 minut, pravzaprav že tretja tekma zapored, kjer niste prejeli gola. Verjetno boste nekako skušali na tej čvrstosti zadaj, skušali graditi, da nekako pridete v tem zaključku še do kakšne zmage, ki bi verjetno že potrdila to tako želeno Evropo z vaše strani. Ja, res je. Za samozavest obrambe in v bistvu cele ekipe je pomembno, da v bistvu na zadnjih 3 tekmah nismo prejeli gola, ampak težave imamo predvsem v napadu z neučinkovitostjo, že ker mislim, o tem se pogovarjamo tekmo za tekmo in upam, da nam bo zdaj v bistvu v finišu prvenstva, da se nam bo odprl, da bomo začeli bolj izkoriščati priložnosti in da bomo začeli tudi zmagovati tekme. Tako, kot ste rekli, zdaj v bistvu vsaka točka bo pomembna, blizu smo našemu cilju in zdaj moramo zadnjih, mislim, da 6 tekem moramo res oddelati, da pridemo do tega, za kar smo garali celo sezono. Mark, zdaj vas čaka gostovanje pri Bravu. Šiška je za marsikoga nekaj posebnega, tudi vi ste se v tej sezoni tam že opekli, pa nedavno Olimpija. S kakšnimi pričakovanji odhajate v gostek Bravu? Ja, res je. Gostovanje na Žaku je specifično. Vemo, da je igrišče malo manjše in da je tudi nekako sam nogomet tam drugačen. Zdaj najprej se moramo spočiti, predvsem spočiti glave, oddelati dober teden in se maksimalno dobro pripraviti na Bravo. Janko Privec, iskrene čestitke za čisto mrežo v Celju. Točka, je to tisto, po kar ste prišli v Celje, ste zadovoljni? Pa ja, mislim, vedeli smo, da kakšne kvalitete ima Celje, tako da smo, zdržali do konca. Imeli smo tudi svoje priložnosti, ena fantastična obramba Matka in tam Briški, ko ni zdaj v prvem polčasu, imeli so tudi oni svoje priložnosti, tako da imeli so seveda posesti in vse skupaj, ampak pač na koncu
gremo mi naprej točko po točko, reči, da kakšno tekmo zgledamo malo slabše, ampak da nabiramo točke, tako da nas vsi pohvalijo, kako dobro igramo in izgubimo 1-0, tako da je res boljše tako. No. Ja, res izgleda tako, da so nekako vaše igre boljše od tega, kako pridno nabirate točke v zadnjem obdobju. Tudi to, da ste sami prejeli recimo samo 6 golov v zadnjih 8 krogih, priča o tem, da kompaktnost in neka čvrstost obstaja, ampak manjkajo ti zadetki, ki bi prinašali te 3 točke na eni sami tekmi. Ne? Ja, res je. V obrambi delujemo zelo dobro. Nažalost smo v zadnjih 3 krogih dobili res Eurogole, tako da če ne res dobro držimo in obramba deluje zelo dobro, tako da sem vesel, ker je velika razlika med jesenjo pa spomladjo, tako da iz tega vidika smo lahko zadovoljni. Je pa res, da za obstanek in za to 9. mesto bo treba še kako garati. Zdaj ste se seveda s to točko po točkah izenačili z Gorico, v zadnjem krogu vas še čaka ta težko pričakovani dvoboj, ki bo izjemno pomemben, ampak nič manj pomembne ne bodo tudi 4 tekme. Predtem zdaj vas že v naslednjem krogu čaka Mura doma. Tako, ja, mi gremo tekmo po tekmo. Ne gledamo, ne oziramo se na to zadnjo tekmo, vemo, da nas čaka, ampak gremo tekmo po tekmo, pridno nabirati točke, da sploh pridemo do tega, da bomo v zadnjem krogu lahko odločili v čemer. Tako da koncentracija je res zdaj samo na Muri in igramo doma, tako da si želimo dobrega rezultata in če bomo igrali tako in če bomo kompaktni, kakšno šanso bomo imeli 100% naprej. Tako da to treba zadeti in pol se bomo nabirali točke.